Nogomet je bil v nekdanji Jugoslaviji najbolj priljubljen šport povsod, samo v Sloveniji ne. V južnih republikah so se tako širili stereotipi o Slovencih kot nogometno nenadarjenih. A vendar so tudi v Sloveniji rasli vrhunske talenti, ki so se znali izkazati. Je bilo težko, ker si kamorkoli šel na kakšne turnirje, ki smo bili po Sarajevu, Beogradu, kjerkoli so še prišli, nismo hoteli, so že tiskal Janezi, smučari, kiste, ampak smo mi to hitro demantirali, da smo pač vse te ekipe, ki so bile Vojvodina, Zvezda, Partizan zmagali, tako da smo jih hitro utišali. Slovenske elite so nogomet že od vsega začetka videle kot grešno prakso. Pred drugo svetovno vojno so mu očitali šibkost vzgojne funkcije, po vojni tudi njegov profesionalizem, v 80-ih letih pa se je vsemu temu pridružil še nacionalizem, pravi športni antropolog Gregor Starc. Ko so se začele kazati različne nacionalistične tenzije med narodi, seveda v takih primerih takoj poiščeš sovražnega drugega in nogomet je bil v tem primeru eno zelo priročno orodje, da so začeli govoriti o tem, kot da to je pa neslovenski šport. Toda po osamosvojitvi so hitro prišli uspehi slovenske nogometne reprezentance in nogomet je končno postal zares naš. Delež otrok, ki so se začeli organizirano ukvarjati z nogometom, izjemno porastel. In to ne samo otrok potomcev naših državljanov, ki so prišli iz drugih republik Jugoslavije, ampak tudi otrok staršev, ki so se rodili in katerih starši so že živeli v Sloveniji. Pa je nogomet lahko eden izmed odgovorov na aktualne izzive integracije otrok priseljencev in pribežnikov danes? Da, odgovarja trener Olimpijinih 14-letnikov Dušan Gorenc. Pri sprejemanju mladih priseljencev v moštvo ni posebnega pristopa, saj tudi posebnih težav ni. Igra sama otroke povezuje. Žoga ima svoj jezik in ni potrebne kaj velike razlage oziroma prevajanja. V lanski sezoni je bil pri nas fant iz Nigerije, ampak večina teh fantov naših oziroma vsi že zaradi šole govori tudi angleško in trener posebej potem neka navodila tudi njemu daje, tako da razume, zakaj se gre. Kapetan moštva Rastko Marsenič je v Slovenijo prišel iz Črne Gore kot 3-letni otrok. Trenirati je začel pri 6 letih. Vsakogar, ki se jim pridruži, sprejmejo enako. Vsi smo prijatelji med sabo, se zabavamo v garderobi, ko je tekma, se vzpodbujamo. Če kdo pride iz druge države, mi ga sprejmemo, vsega sprejmemo. Senad Ibrišević se je pred 3 leti priselil iz Bosne, v Olimpiji trenira že leto in pol. Me je na začetku malo bilo strah, ampak vse ni dobro šlo na začetku in sem uspel. Da je nogomet lahko v veliko pomoč pri vključevanju otrok priseljencev v družbo, potrjujejo tudi številne znanstvene raziskave, pravi profesor Starc. Te otroke spraviti v stik z večinsko populacijo, skupaj igrati, sklepati prijateljstva in je na ta način nogomet, ravno zaradi tega, ker ga je lahko igrati, ker ga vsi lahko začnejo zelo hitro igrati, tudi če niso imeli nobenih izkušenj z njim, lahko pomeni vstop na vrata v tudi širši svet športa in družbo nasploh. Prek nogometa otroci pridobijo socialne veščine, se naučijo hierarhije, fair playa in drugih pravil, po katerih družba deluje. Nogomet je univerzalen jezik, ki ga govori ves svet in zato ga velja pri vključevanju priseljenskih otrok v slovensko družbo bolj izkoristiti, sklene Starc.